Vsem en lep pozdrav, hvala, da spremljate prvi pogovor v okviru projekta Future Generation Minds 2050. Moje ime je Simon Trusevič in skupaj z Evo Južna danes gostiva Aljošo Bagola, enega največjih slovenskih oglaševalskih kreativcev na domačih in svetovnih oglaševalskih tleh, kreativnega direktorja in predavatelja. Aljoša Bagola je tudi eden najbolj branih slovenskih kolumnistov. Med drugim je razglašen za slovenskega kreativnega direktorja desetletja in že 20 let snuje največje tržno-komunikacijske projekte v Sloveniji ter v širši regiji. Aljoša Bagola je očen človek, ki se je na svoji zmagovalni poti znašel tudi pred zidom, a ne glede na vse je vztrajal in je za svoje delo prejel preko 150 nagrad in priznanj. Je priljubljen predavatelj in svetovalec na področju kreativnosti in duševnega zdravja, ter avtor knjižne uspešnice Kako izgoreti in vzeti življenje v svoje roke. Torej, gospod Bagola, še enkrat en lep pozdrav v imenu celotne ekipe Future Generation Minds 2050. Še enkrat hvala, da ste se odzvali našemu povabilu, zelo smo veseli in iskreno cenimo to vašo potezo. Zdaj pa mogoče kar prvo vprašanje. Namreč vemo, da prihajate iz Prekmurja. Ali imate občutek, da je to na kakršenkoli način determiniralo vaše življenje? Ali so se zgodile kakršnekoli spremembe zaradi tega? Lep pozdrav. Zdaj ne se bati, da bi govoril po prekmursko, ker me potem res veliko vas ne bi razumelo. To, od koder prihajamo, zelo vpliva na to, kar smo. In čeprav si včasih pri tem zatiskamo oči, pa ne zaradi sramu, ampak včasih preprosto, zato ker nimamo časa razmišljati, o svojih koreninah, o vzorcih, ki smo jih podedovali in prtljago, z katero smo se podali v svet, je v bistvu pač kraj odraščanja, okolje odraščanja, družba, tisto, kar te v veliki meri zaznamuje. In to mogoče ugotoviš šele, ko si starejši, ko si v teh letih, kot sem jaz, se pravi po 40-ih, ko se moraš začeti ukvarjati s sabo in se tudi spoznavati na drug način, se mogoče spet nekako zazreš nazaj, pogledaš, kaj so tisti vzorci, ki so ti bili kot štafeta predani in si z njimi uspeval, kateri so tisti, ki te mogoče malo vlečejo nazaj. In potem je tudi tvoja dolžnost kot človek, kot starš, kot v bistvu ustvarjalec v nekem okolju, zatem razčistiš na zdrav način. In zato se nikoli ne smemo sramovati, od kje prihajamo, vedno moramo biti ponosni na to, kar nas je soustvarjalo, saj iz tistega res črpamo to neko močno ustvarjalno energijo in dajemo okolju nek pečat. Mogoče je pri meni zanimivo to, da kot nekdo s Prekmurja, kjer si mogoče vseeno nekako označen za sicer se je predsednica Zveze mladih kmetovalcev obregnila ob to, da sem povedal kmet, ampak ja, tako te ljudje dojemajo. Jaz sem bil z vasi in sem prišel v gimnazijo v Mursko Soboto in sem bil malo kmečki fant. Potem sem prišel iz Prekmurja v Ljubljano in sem bil spet malo kmečki fant. Potem sem prišel v New York prevzeti oglaševalsko nagrado in sem bil iz Slovenije in sem bil spet malo kmečki fant. In v bistvu ta pozicija nefavorita, underdoga, velikokrat motivira, te nakuri za to, da si še boljši, da še več pokažeš, da v bistvu se ne pustiš gledati zviška. Tako da veliko komponent okolja, s katerega prihajaš, zaznamuje tako tvojo pot, kot tvoje življenje in tudi tvoje ustvarjanje. Ja, hvala. Torej, pravzaprav neka prednost, po eni strani, da ste prihajali iz tega okolja, ker ste se potem malo bolje potrudili za vse stvari, oziroma ste želeli dokazati to, da znate in zmorete. Pa smo opazili, da ste bili že kreativec in ustvarjalec med gimnazijo v gimnazijskih letih. Mogoče poveste, kdo je na to najbolj vplival in kdo vas je pri tem podpiral? A so bili to profesorji ali morda starši celo? Naša družina je gostilniška družina. In to seveda po eni strani pomeni, da tvojih staršev
veliko ni doma. Ko si pač otrok v teh zgodnjih letih, čutiš to kot breme, starše pogrešaš, sploh v teh večernih urah. Potem, ko si pa malo starejši, pa imaš zelo velik odmerek svobode zaradi tega. In jaz sem to svobodo nekako vedno izkoriščal za ustvarjanje, ki mi je bilo že od nekdaj blizu. Nekje je založen še magnetofonski trak, na katerem kot 4-letnik pripovedujem svojo različico Rdeče kapice, kjer volk ustreli lovca in ne obratno. Volkovi so mi bili že od nekdaj pri srcu. In to v bistvu noto ustvarjanja seveda v okolju, kot je gostilna, samo še krepiš, zato ker si v stiku z veliko ljudmi, ki imajo različne zgodbe, ki te v okolju, kjer pač sem tudi kot že zelo mlad bil natakar, nekako od tebe zahtevajo, da si kot natakar tudi pripovedovalec zgodb, da si psiholog, da znaš poslušati. In to je seveda vse, kar ti zagotovi nek kapital, ki ga potem kasneje lahko unovčiš in to neko svojo edinstvenost še bolj nosiš na rokavu, no. In zato so pač ti neki, ne vem, odmerki ustvarjanja ali pa moje poti seveda prepredeni z tem, da sem to čutil že zelo zgodaj in potem imel v ekosistemu dovolj podpornikov v obliki učiteljev, tudi v smislu spodbude staršev, ki so nas vse tri, imam še brata Dominika in sestro Urško, vzpodbujali k igranju glasbe, udeleževanju umetniških krožkov in podobnega. In to ni bilo samo zato, ker pač sta bila preokupirana z delom v gostilni, ampak zato, ker sta pač razumela, da je to investicija v ne samo neko zdravo odraščanje, ampak tudi v kasnejše življenje, kjer ko si zgodaj pridobiš samozavest na nekem ustvarjalnem področju, to seveda zelo hitro unovčiš. In tako sem jaz že v gimnaziji veliko pisal, ustvarjal tudi za prispevke za pač gimnazijski časopis, za kampanje svojega očeta. In že v prvem letniku faksa, se pravi študija komunikologije na FDV, s prijatelji zasnoval oglaševalsko društvo Krilate oblike, ki smo kmalu začeli ustvarjati in tekmovati na festivalih, dobivati prve nagrade. In zato je ta pionirski duh, ki ga začutiš za svojo ustvarjalnostjo, zelo pomembna stvar in ga moraš negovati, ne. Zdaj, jaz sem mogoče bil blagoslovljen za to podporo ali pa večinsko podporo pri svojem ustvarjanju. Tudi ko sem, ne vem, kot 6-letni mulc celo steno dnevne sobe porisal z voščenkami in imel tak svoj privatni grafiterski natečaj, je pač oče sicer malo pogodrnjal, ampak je pustil, da smo pol vsi trije krecali tam gor. In zdi se mi, da so ta dovoljenja kreativnosti ključna za našo kasnejše življenje. In da je težava z ustvarjalnostjo v Sloveniji tudi v tem, da si jo prevelikokrat prepovemo, ne. Prepovejo nam jo že mogoče v šoli ali pa v vrtcu, kjer narišemo abstraktnega laboda, pa vzgojiteljica reče, to pa že ni labod, ne. In potem te serije prepovedi, kjer so raziskovalci ameriške univerze UCLA sešteli število nejev, ki jih otroci dobimo do 10. leta in se giblje okoli 150,000 nejev, ne, seveda pomeni, da velikokrat odraščamo v prepovedi, da se nas oblikuje s prepovedjo in ne z dovoljenjem. Zato je seveda kakšen talent, če je še posebej, ne vem, nepriljubljen, recimo temu v družini, ne, težko ohraniti, zato ker veliko staršev ima idejo o, ne vem, svoji karierni poti njihovih otrok in od nje ne odstopajo, ne. Tudi če pač otroci niso
za ta načrt. In zato se mi zdi, da je ta support system, se pravi to neko zavezništvo v obliki izbranih učiteljev, profesorjev, ki jih zagotovo prepoznaš in lahko z njimi vzpostaviš stik, zelo, zelo pomembno za ta leta, ki nas tako oblikujejo in tudi zaznamujejo. Torej, nekako sem razbral iz vašega odgovora, da učitelji pogosto omejujejo otroke, pogosto zastavljajo naloge in potem, če je nekaj narejeno, mogoče malo drugače, je takoj ne, tole pa ni več v redu. In kaj mislite, da je tista prava razvojna pot v šolah, da tega ne bi bilo več, oziroma da bi bilo tega čim manj? Pa še eno zanimivo vprašanje za vas, če bi bili danes učitelj v šoli, kateri predmet oziroma kaj bi sploh poučevali? Zdaj, jaz sem skoraj 10 let predaval na Fakulteti za družbene vede, učil sem oglaševanje. In v bistvu je najlepši zvok študentov, ki so dobili praktično nalogo na področju ustvarjanja, da si zamislijo oglas, kampanjo in to žlobodranje misli in ta zvok tega skupinskega sodelovanja je res glasba za moja ušesa. In zdi se mi, da pač v Sloveniji imamo dober šolski sistem, imamo veliko kakovostnega kadra, veliko vizionarskih tudi posameznikov, ki sem jih imel sam čast spoznati v svojem življenju in nenazadnje tudi na krasni pobudi Bodi dober, bodi kul, kjer pa pač sistem nekako sili to uravnilovko in nad njem visi seveda to tudi večno ali pa celo težka roka ministrstev in podobnih stvari, ki pa tradicionalno, pa tudi ne samo v Sloveniji, ampak v siceršnjih državah niso najbolj fleksibilni, niso najbolj naklonjeni spremembam. In tako v bistvu sodobni svet, ki je svet informacij, poučuje, če gledamo zdaj, kaj se dogaja v šolskem sistemu, popolnoma napačne stvari. Včasih je bila ideja šolanja to, da si dolgoročno pomnil informacije, kar se je pretvarjalo v znanje. Danes dolgoročnega informacij mladi ne potrebujete, zato ker ste od katerekoli informacije na svetu oddaljeni samo en klik na Google. In v bistvu je sodobna valuta ustvarjalnost. In ustvarjalnost je, čisto po moji definiciji, ustvarjanje novih povezav med že obstoječimi stvarmi. In zato bi jaz po eni strani zagotovo dovolil več digitalne prisotnosti v kurikulumu, da imate lahko naprave z namenom, da jih seveda uporabljate za ustvarjanje novih povezav med že obstoječimi stvarmi. In temu se v bistvu reče kreativnost. Po drugi strani sem pa ne ravno purist, ampak tradicionalist, kar pomeni, da veliko dam na kakovost pisane besede, da mi veliko pomenijo pravila, če govorim, o slovnici, o izražanju. In velikokrat se mi zazdi, da v sodobnem svetu, ki je zgolj zelo vizualen in v ospredje postavlja ta princip mikrobloginga, kjer se pač vsi moramo izraziti v 140 znakih in ob tem še z veliko emotikoni, da v bistvu to naše osnovno izražanje šepa. In v bistvu pisava je neka zelo pomembna tehnologija, s katero smo postali civilizirani in to se mi zdi nujno negovati. Tako da jaz bi kombiniral v bistvu ta dva aspekta dajanja ustvarjalnosti, če tako rečem, na steroide v šolah in potem v bistvu potenciral še to sposobnost izražanja tudi v tej pisani besedi, za katero se lahko, sploh zdaj, ko sem pač napisal knjigo, dobro, kolumne pišem že več kot 20 let, se lahko res v celoti izrazimo. Hvala. Eva, bi mogoče še ti pri tem vprašanju karkoli dodala? Če lahko nekako povzamem, se vam zdi, da nas v šoli nekako
rinejo skozi isti okvir, a ne? Medtem ko bi se mogoče mogli posvečati vsakemu posamezniku in njihovemu talentu, da ga razvijajo. Ampak niste pa sicer točno povedali, kaj bi vi učili nas mlade, oziroma kakšne nasvete bi nam dali, kako mogoče mi sami to naredimo lahko, da ne rabimo učiteljev za to. Jaz mislim, da ima vsak odgovornost za svojo srečo v lastnih rokah, kar pomeni, da si mora dovoliti odkriti svoj talent. In v sodobnem svetu nenehnih dražljajev in distrakcij in motenj in v bistvu teh digitalnih pobegov se nam zdi, da smo vpeti v življenje, ful se nam dogaja, v resnici pa pozabljamo na to ključno valuto odkritja tega zaklada v sebi, ki je pač tvoj talent. In tudi ustvarjalnost in kreativnost sta v bistvu v šoli porinjena na stran. Ne? Tu in tam se lahko tega lotimo pri izbranih predmetih, druge se pa samo učimo pravil in upoštevanja teh pravil, ki so v seštevku naš uspeh. Ne? Se pravi, kako upoštevaš zadana pravila, tako si priden in tako boš lahko naprej uspešen v karieri. Kar pa seveda ni res, zato ker se zgodi, da se navlečemo na to idejo pridnosti, dobivamo petice in tako dalje. Sicer ob tem razvijamo neko disciplino, ne? Mogoče pa ne razvijamo pravih znanj v smislu neke naše izpolnitve. To zdaj sicer sliši ful abstraktno in zdi se mi, da so ta leta, kjer pač imate vi na voljo ali pa imate celo večji pritisk, kot ga je imela moja generacija, da blestite, da imate dovolj dober uspeh, da se vpišete na boljše šole in da se v tem izurite, da vas pa po drugi strani ful bremeni to, da nimate časa in tudi zaradi tehnologij, tudi želje in celo poguma, da bi malo več eksperimentirali, da bi sprobavali kakšne stvari, ki so izvenserijske, ki niso zgolj v skrbi za to, kar vam tudi sodobne tehnologije vsiljujejo, zato da ste že blagovne znamke od, ne vem, prvega dne srednje šole. Zato, ker če pogledamo, kaj se dogaja na družbenih omrežjih, nas vse silijo, da smo sami svoji strokovnjaki za znamčenje, za oglaševanje. Ne? Vsi pač izberemo najbolj cool profilno fotko, to pač smo delali tudi v oglaševalskih agencijah, kjer za kampanjo zbereš, ne vem, najboljšo fotko, retuširaš, obdelaš, potem moramo nekaj na kratko zapisati o sebi, kar je seveda neke vrste oglaševalski slogan. In tako vsak dan delamo to oglaševalsko kampanjo sami zase, s katero se tržimo v svet, kjer je pa valuta zelo poceni oziroma ni veliko vredna. Ne? Valuta v tem svetu so všečki, srčki, komentarji, novi sledilci, ki sicer čisto nagovarjajo to biološko potrebo, da pripadamo, da se počutimo potrjeni in varni, ampak so pa tako zelo zavajajoči za to, da ne uresničujemo ali pa ne eksperimentiramo na področju naše lastne edinstvenosti. Ne? Se pravi, pač vaš Instagram feed mora biti zaradi tega, da ga algoritem veliko bolj prodaja in trži, ne? Sfiltriran, vedno mora biti določena vsebina, ki je ista gor, zato da kao ljudje vejo, aha, ona je pa to in to, ali pa on je to in to, kar pomeni, da vi, ne vem, mi smo bili včasih en teden punkerji, drug teden skaterji, tretji teden smo probali biti darkerji, ne zdaj dobesedno iz tedna v teden, ampak vseeno si imel možnost eksperimentiranja z neko identiteto, ker se mi pač danes zdi, da vas družbena omrežja in to hlepenje po tej potrditvi prisilijo, da v bistvu imitirate uspeh drugih, pa tudi odrasli imitiramo uspeh drugih. Ne? Svet je v bistvu skoraj razdeljen na
par imitatorskih kategorij. Ne. Imamo ene, ki hočejo biti Jenner, Kardashian, imamo druge, ki hočejo biti Ronaldo, Messi, Beckham, imamo tretje, ki hočejo biti, ne vem, Musk, Jobs, Branson in tako dalje. Ne. In to je meni zelo grozljiva past sodobnega sveta, ker se pač vsi zaganjamo v neko kopiranje, v neko imitacijo naših idolov in mislimo, da je to uspeh. Ampak edini uspeh je ta preboj pri tvoji edinstvenosti, da delaš res tisto, kar ti dogaja, ne pa da delaš tisto, za kar ti drugi pravijo, da si zaradi tega cool. No? Ja, se v bistvu popolnoma strinjam. Ne? Že ta najnovejši film, ki je bil zdaj enkrat izdan, The Social Dilemma, če mogoče poznate, veliko že govori o tem. In ja, v bistvu ta pričakovanja, ki jih imajo od nas, ki jih ima nek družba za nas, so zelo visoka, ampak mi še nekako vedno hlastamo, da jih presežemo, dosežemo. Zato je lepo slišati, da imate to željo, da presežete vsem pričakovanje. Ne? Sam treba se je vprašati, ali so ta pričakovanja moja. Ne? Ali, ne vem, če je, ne vem, luštna punca, je avtomatsko pričakovanje, da se bo razgaljala na Instagramu za to, da dobi potrditev v obliki lajkov in followerjev. Ne? In to je vsiljeno pričakovanje, to je umetno pričakovanje. Ne? In to v bistvu se zajeda v neko miselnost, ki pač lahko tudi na dolgi rok povzroča veliko težav mladim, sploh na področju, ne vem, duševnega zdravja, kjer pač je ta algoritemski pressure, no, pritisk tako zelo velik, da te dejansko zasvoji do konca in živi življenje, ki niti več nima veze z resničnostjo, no, ampak se v celoti odvija v nekem virtualnem svetu. Ne. In sploh vi mladi ste danes tudi sami svoji avatarji, ne, ker ta digitalna razsežnost vam je skoraj ista kot telesna. No. In jaz vas zelo občudujem, no, da znate to handlati. In se mi zdi, po drugi strani, da ko boste presegli te stvari, da boste tudi svet obrnili ful na bolje. Ne. Pa oprosti, prekinil sem te. Pa lahko se tikamo. Ja. Ste odgovorili na moje vprašanje. Me pa zanima, ko ste govorili glede zdravja mentalnega, torej vemo, da je zdaj veliko govora o depresijah in vseh živih oblikah, ampak kako bi se mi tega zavedali prej, preden pride do te točke, da je res hudo? Kako bi lahko prej se zavedali, da gremo navzdol in mogoče takrat že spreobrnili? S tem lahko navežem tudi na vašo izgorelost, tako da kako bi se te prej zavedali, a ne? Če imate kakšno idejo glede tega. Zdaj pač ta leta odraščanja so ful težka in naporna že sama po sebi, zaradi vseh sprememb v življenju, v bistvu na eni točki na vsaka 4 leta, ne, ker prideš iz osnovne šole, si v srednji in to hitro mine in si že na faksu in potem stopaš v kariero. In ob tem se dogajajo še, ne vem, telesne spremembe, dogajajo se hormonske spremembe. In kar je zanimivo je, da so pri mladih od 16. leta ali še prej naprej, centri za tveganje v možganih dejansko fiziološko povečani. Ne? Se pravi, da ste zelo nagnjeni k tveganjem, kar se pač danes prevaja v to, da pač tudi traparije, ki smo jih mi delali, ne, niso pristale takrat na, ne vem, internetu, ker ga še ni bilo. Danes pa recimo je prvi refleks, če nekdo v družbi pade dol ali pa naredi kako budalaščino, da pač prijatelji vzamejo telefon in to posnamejo. Ne? In zdaj, preden ta pride domov, je lahko že glavna novica v informativni oddaji ali senzacija na YouTubeu v negativnem smislu. In v bistvu pač ta nagnjenost k tveganjem se mu pač danes slika kot valjda, saj to je cool, pač, ne, je že okej, je že v redu.
čez, ne vem, 4, 5, 10 let, ko bo pa ta posnetek še vedno krožil na netu, bo pa stvar precej drugačna in recimo 80% zaposlovalcev kandidate najprej pogoogla. In zato sem tudi zasnoval kampanjo za Itak, blagovno znamko, ki je še takrat obstajala, Ne objavi, kar te lahko gnjavi, ki v bistvu govori o teh stvareh in jih prikaže na zelo plastičen način. In zdaj, če se vrnem k mentalnemu zdravju, je pa seveda dejstvo, da pa tehnologije, ki sem jih omenjal, in kot si že omenila film Social Dilemma, to tudi lepo prikaže in jaz o tem že 4 ali 5 let predavam, tudi veliko po šolah, po fakultetah in tako dalje. Te tehnologije ugrabljajo naš biološki ustroj, zato so tako učinkovite. Recimo vsak všeček pa ta potrditev dejansko nagovarja našo potrebo potem, da pripadamo plemenu, da se počutimo varni, ne? In ko tehnologije ugrabljajo naše biološke sisteme za preživetje, seveda to zelo, zelo močno vpliva na nas, spreminja nam naše možgane, ta neurotransmiter dopamin, ki se izloča pri lajkih, in ko čutimo to željo, da moramo non-stop refreshati ekran, ne, vemo, da gremo po ta dopaminski šus. Ne. Dopamin je neurotransmiter, ki zagotavlja občutke sreče, zadovoljstva, vzhičenosti, ne, in je tudi osrednja surovina v možganih za razvoj katerekoli odvisnosti, od drog, od pornografije, iger na srečo in tako dalje. Ne. In recimo, ko so znanstveniki v laboratoriju odkrili te centre za nagrajevanje, kjer se tudi dopamin sproža, so te laboratorijske miške naredili so jim povezavo z možgani in z enim vzvodom v njihovi kletki. In vse, kar so te miške še počele, da so bile v kotu in pritiskale na vzvod, ki jim je sprožal dopamin v možganih. To je šlo celo tako daleč, da so to sprožile 70,000-krat na dan, pozabile na svoje mladičke in v bistvu se nam dogajajo iste stvari, ne? In bolj, ko si želimo te sreče pa tega zadovoljstva, bolj postajamo od tega odvisni, bolj se izčrpavamo in recimo, kar jaz tudi v knjigi pišem in temu pravim optični optimizem, je, da srečo vse bolj fejkamo, ne? Fotkamo se nasmejani, sfiltrirani, čist hudi, da dobimo več všečkov in zato več te možganske bombonjere dopamina, v resnici pa si lažemo in pol nismo več v stiku z samim sabo, z svojo iskrenostjo, z svojimi pristnimi vrednotami in to nas izčrpava. Sili nas v tekmovanje z prijatelji, ne? Kjer je bolj huda, kjer ima boljši six-pack, kjer bolj žonglira. In te stvari spodkopavajo temelje zdrave družbe, ki so vedno zaupanje, sodelovanje in spoštovanje, ne? In danes se nam zdi, da pač moramo vsi nenehno tekmovati en z drugim in ko ni tega veziva, tega zaupanja, se seveda stvari prevesijo v depresijo, v potrtosti. Med mladimi je ogromno samomorov, o tem se nažalost ne govori dovolj, ne sme se tudi pisati o tem v medijih in za isto blagovno znamko Itak sem ustvaril kampanjo Govori ljubezen, pogasi sovraštvo, ki nagovarja tudi to grozljivo kulturo medosebnega komuniciranja na spletu. In ko smo delali ulično raziskavo za to kampanjo, že leta 2014, je drugi fant vaše generacije, ki je prišel mimo, povedal, da, ko smo vprašali, če obstaja cyberbullying, če se pač nadlegujejo mladi po telefonu, da se ravno vrača iz bolnišnice, kjer je obiskal prijateljico, ki si je zaradi spletnega nadlegovanja porezala žile. In pač to je prevelik davek za to, da se pač eni počutimo cool ali pa da smo dejansko samo pooblaščeni, da lahko karkoli nam pade na pamet v tistem trenutku katapultiramo v svet v obliki preprostega komentarja, nekoga užalimo, prizadanemo, mu zreduciramo samo podobo
če je to skupinsko, če je to sistemsko, mu celo ogrozimo življenje. Zato je izziv zelo velik in zato pač, čeprav vam je ful težko, se vseeno učite teh navad, kot sem se jih sam v svoji izgorelosti, da telefon dajete v stran. In tudi, ko recimo zdaj grem jaz na Instagram, pa kaj objavim, si rečem, grem pomalo možganske bombonjere. Ne? Spravi, da ustvarim to zdravo varnostno razdaljo med tehnologijo, pri kateri se zavedam, kako rušilna je lahko za moje dobro počutje in med mojim duševnim zdravjem. Ker si me pa na začetku vprašala, kako biti pozoren na te simptome izgorelosti, je pa seveda ta naša debela koža, ki pač, ne vem, sploh pri mojem odraščanju je bila zelo pomembna, ne, pač delaj, garaj, tiho bodi, ne, disciplina in tako dalje. Nekaj, kar pač imaš za svojo krepost in do določene mere je to seveda ok in cool. Ko pa gre to predaleč in pride v neko obliko mazohizma, ker se počutiš, da si res izropan smisla, mislim, da je to najbolj tak simptom, da ti je vse res bedno, no? Da pač res ne najdeš ene trohice ali pa tistega plamenčka, ki je nekdaj gorel v tebi za katerokoli stvar v življenju. To se ti seveda lahko zgodi, ne vem, ko te tvoja ljubezen pusti ali pa tak, to so normalni scenariji. Ne? Nenormalni scenariji so pa tisti, ker je vse navidezno ok, pa drugi mislijo, da si super, ti glumiš, da si super, ne, v resnici pa imaš popolnoma spodkopane temelje in izgubljen občutek sebe. In kar je tudi vam težko, je, da vas pač starši in učitelji, mogoče še kakšno generacijo pred vami, sploh ne razumejo, ko govorite o teh stvareh in kako zelo povezani in vraščeni ste v ta nov digitalni svet tehnologij in novih oblik odnosov. In v bistvu, ne vem, ljudje mislijo, da se izgorelo zgodi zato, ker preveč delaš. Ja, včasih pač to skrajša to zažigalno vrvico. Ampak izgorelost je vedno posledica slabih, toksičnih odnosov, ki so izropani tega sodelovanja, zaupanja in spoštovanja. In kar je pomembno vedeti je, da imaš velikokrat lahko toksični odnos sam s sabo. Ne? Ti izgledaš super, pa o sebi misliš ful slabo. Ne? Imaš dobre ocene, ampak ker hočeš biti perfekcionist, si do sebe tako zelo kritičen in tako zelo strog, da pač niti ena štirica ali pa bog ne daj kaj slabšega ne pride v poštev. Ne? In potem postaneš diktatorski do sebe in pozabiš tudi na to neko lepoto življenja, ki si jo pa moraš pri vsaki starosti znati najti, odmeriti, si dovoliti čas zase, razumeti, da v bistvu poleg zunanjega sveta, ki je tako poln dražljajev, obstaja notranji svet in ta notranji svet je ful bogat, ta notranji svet je energija za tvojo kreativnost, ta notranji svet ti prešepetava, kaj je tvoja edinstvenost, ampak če si nenehno v hrupu in nenehno dogaja, seveda ta sporočila ne pridejo do tebe. Zato se je treba z sabo znati ukvarjati, si to dovoliti, to ni nič groznega ali sramotnega in je v bistvu neka investicija za v prihodnost. Torej, da se ukvarjamo sami s sabo, da pazimo sami na se, mogoče rečemo ne stvarem, ki se nam zdi, da škodijo. Postavljanje meja, ja. Vse super nasveti za mlade. Me pa zdaj samo še zanima vaša izgorelost. Ja. Torej, to, kot vemo, je resen problem. Ampak me zanima, če jo obžalujete, glede na to, da ste zaradi te izkušnje napisali tudi knjigo, z njo pomagali velikim ljudem in tudi nekako obrnili vaše življenje na boljše, če sem prav razumela. Torej, a obžalujete, da se vam je to zgodilo, ali gledate na to kot na neko poučno izkušnjo? Jaz mislim, da je ena največjih moči naše vrste, torej ljudi, možnost prilagajanja. Ne? Pač Darwinova evolucijska načela govorijo o preživetju najmočnejšega, ne? In to smo v bistvu vsi zapopadli
vsi svetovni voditelji, vsa industrijska revolucija je temeljila na tem, ne, najmočnejši, premagajmo naravo, zgradimo ne vem kaj vse in tako dalje. En del tega je seveda okej, pozabljamo pa seveda na to zmožnost naše prilagodljivosti, ne. In v bistvu je tudi pri izgorelosti ali pa pri katerikoli v bolezni, ki se ti zgodi, sprejemanje ful pomemben prvi korak, ne. Najprej seveda govoriš, to ni mogoče, da se bo meni zgodilo, ne. In jaz sem bil res superman, jaz sem delal za 3 kreativne direktorje, bil ful uspešen, mlad oče, zaljubljen mož, kolumnist pri 2 revijah, predavatelj na fakulteti in vsi so me sam spraševali, pa kako ti to vse zmoreš? In jaz pač, ne vem, meni je to enostavno, ne. In v resnici se nisem zavedal tega kompleksa manj vrednosti, tudi malo mogoče te prekmurske moje narave, ampak tudi Slovenci imamo zelo nasplošno razširjen ta problem z lastno vrednostjo in ta nam v bistvu dostikrat spodkopava neke temelje za zdrav odnos z samim sabo. In jaz sem dejansko tako dolgo vztrajal v tej centrifugi in življenje se je 100-krat potrudilo nastaviti mi ogledalo, ampak se vanj nisem ozrl, ne, in zato mi je bilo primorano postaviti zid. In zato, kot pravim, je v resnici bolečina in nesreča sporočilo življenja, da mu je mar za nas. Zato, ker šele ob veliki meri bolečine smo se pripravljeni spremeniti, ne? Ker sicer s spremembami odlašamo, mislimo, da jih ne potrebujemo in smo v nekem varnem zavetju tega področja, udobja, ugodja in teh stvari, ki jih pač kot ljudje imamo radi. Ampak napredek se vedno zgodi izven cone udobja, ne? In zato pač je moj napredek, čeprav zunanji pogled, objektiven, ne, kot sem že povedal, je bil moj uspeh izjemen in sem letel tako visoko, da sem med strmoglavljenjem imel možnost zmoriti cel Oče naš, če se pohecam, ne. Ampak v resnici je napredek še nekaj več od uspeha, ne. Vsi si prizadevamo biti uspešni, pa ne vem, slavni, bogati, privlačni, potrjevani, ne vem kaj vse, ne. Pozabljam pa na ta svoj lasten napredek, ki je vedno pomikanje v skladu z svojo edinstvenostjo, ki zahteva to hojo po neuhojeni poti, ne, da zaviješ stran, kjer mogoče ne dobivaš lajkov v takšnih odmerkih kot kjer drugje, kjer mogoče nimaš takšne podpore staršev, kjer si se odločil biti fokusiran na svoj resničen talent, ki si ga odkril. In zato pač ne morem ravno reči, da sem bil blagoslovljen, to besedo veliko uporabljam, z izgorelostjo, me je pa zagotovo ogromno izučila. In predvsem me je izučila, da ta zaverovanost vase in ta samozavest, ki sta me tudi krasila in mi omogočala moj uspeh, seveda v kombinaciji z mojimi talenti, da sta bila na trhlih tleh oziroma na majavih nogah, ker sem v bistvu ves čas želel dokazovati se drugim, ne? In v bistvu nisem prepoznal tega nezavednega vzorca v ozadju, kjer se pač zaradi nekega kompleksa manj vrednosti nisem počutil dovolj vrednega za ta svet, če nisem zmagal. Se pravi, moral sem zmagovati, vedno zmagovati, da sem se počutil komaj dovolj dobrega, ne. In zato moramo tudi na svoje ambicije znati pogledati zdravo, ne, in vedeti, kje postaviti meje, ne samo drugim, ampak tudi samim sebi in našemu egu, ne. Naš ego je lačen, podivjan, ne, zelo daleč nas lahko pripelje, nam pa lahko ob tem povzroči tudi veliko težav. In ko zdaj gledam na življenje z drugimi očmi, pač vidim, da je bila izgorelost nekaj, kar mi je bilo postavljeno na mojo pot, ki ni bila več čisto moja, ne. V oglaševanju sem dosegel ogromno, v nekem našem prostoru bi lahko rekli, da skoraj vse. In zdaj pač svojo edinstvenost odkrivam nekje popolnoma drugje. In to je prišlo z ogromno bolečine, z ogromno trpljenja, ampak je bilo
prepredeno ali pa nekako obdarjeno z veliko kolateralnimi koristmi. Ne? Se pravi, napisal sem knjigo, ogromno predavam, ljudje pač želijo moj nasvet ali pa ne vem, presojo o njihovi poti in tako dalje in tako naprej, kar je pač neko resnično darilo, ki mi je v tej točki zelo, zelo izpolnjujoče. Gospod Bagola, zdaj, če se mogoče po resnih tem, če se premaknemo malo spet v vaše mladostništvo. Ja. Pa dajmo se zdaj zmeniti, da nisem gospod Bagola, da sem Aljoša, pa da se tikamo. Zmenjeno. Ja. Aljoša, mladostništvo. Zgučano. Seveda, ste zapisali, da pravzaprav med dolgim čakanjem na avtobus ste pogosto razmišljali o puncah. Pa na splošno je bilo veliko misli o tem. Zdaj, vprašanje, a je bila to zgolj teorija, ali se je to potem tudi v praksi poznalo? Zdaj, preprosto povedano, če ste bili med puncami priljubljeni. Trudil sem se biti priljubljen. V recimo zadovoljivi meri mi je to uspevalo. Pri kakšnih sem predolgo kolebal, pri kakšnih sem bil preveč romantičen, pol spet premalo, pri kakšnih sem znal na kitaro zaigrati ravno prav akordov. In v bistvu vse, kar sem povedal, je dejansko tvoje lastno ukvarjanje z tabo, in pač te prve ljubezni pa ti odnosi, kjer moraš dejansko, kot da bi skočil čez prepad, potegniti pogum iz nekje, te opremijo z veliko ali zaupanja vase, potem pa seveda doživiš tudi tako klofuto, po kateri se zelo dolgo pobiraš in zanjo ugotoviš, da je pa bila mogoče najboljša lekcija v tvojem življenju. Tako da pač prizadevajmo si predvsem biti, ne vem, dobri en do drugega, in tudi v tem sodobnem svetu, prepredenem z raznoraznimi, ne vem, pornografskimi vzori, do katerih lahko vsi zelo hitro dostopamo, pač, ne vem, spoštujmo ženske, punce in seveda obratno nazaj. To se mi zdi ful pomembno za ohraniti v spominu. Čeprav tudi mi smo imeli dostop do posebnih videokaset naših staršev z tovrstnim materialom in tudi videli marsikaj zanimivega ali pa tudi neprimernega. In zdi se mi, da pač je vseeno resnično življenje tisto, ki postavlja meje, ki je temelj za naše spoštovanje. In pač razmišljati o puncah je koristno na dva načina. Dobro, zdaj v sodobnem svetu je veliko oblik seksualnosti in nekih nijans. Razmišljati o ljubezni je pač super zato, da to vedno poganja kreativnost. Oscar Wilde je znamenito rekel, da je srce narejeno zato, da se zlomi. In seveda tista bolečina te opremi z veliko ustvarjalne energije, skoraj več, kot ko si sveže zaljubljen. In tudi pač pri zaljubljenosti moramo vedeti, da so to večinoma kemične reakcije v naših možganih in da je za resnično ljubezen treba delati na odnosu. Za resnično ljubezen moraš biti potrpežljiv, moraš poslušati, moraš dajati, moraš znati biti na razpolago. In ljubezen vedno pride kot nagrada za vložen trud v razmerje. In tako tudi sreča v življenju pride kot nagrada za ves vložen trud v tvoje talente, v tvojo požrtvovalnost, za tvoje cilje in predvsem v to odkrivanje, kaj ti si, kaj želiš postati. Pri čemer pa moram poudariti to, da je ful pomembno delati napake. Tudi pač se podaš na pot, ker misliš, to je moja pot, in ugotoviš poražen, polit kot cucek, da si se zelo zmotil. In tu ne smeš odnehati, tu je pač treba ustati, otresti ves sram, pa pepel vsega, kar je zgrmelo nate, z ram in pogumno stopiti prvi korak naprej. In vedno znova. In zdi se mi, da so napake v sodobnem svetu postale ful demonizirane in so postale material, da z njimi zasmehujemo druge. In to je narobe. Napake so še vedno
zelo pomembno surovino za učenje. Zato naj vas ni sram delanja napak, čeprav si naši preživetveni možgani napake prevajajo v strah pred smrtjo. In recimo, ko so v plemenu mladi odraščali, so morali posnemati vedenje in ravnanje starejših, in če pač niso posnemali tega in delali za pleme neprimerne stvari, jih je pleme izločilo in včasih je to pomenilo gotovo smrt. No? Zato pač napake še danes povezujemo nezavedno z smrtnim strahom. In velikokrat se pri napakah tako počutimo, osramočeni, krivi in na smrt prestrašeni, ampak zavedajmo se, da, kot pišem v knjigi, ko nas je strah, črke te besede premečimo v hrast in rastimo pogumno, močno in trdno. Vi ste rekli, da so napake del našega življenja. Zdaj bom kar konkreten. Kaj je vaša največja napaka v življenju, po vašem mnenju? To je v bistvu ful težko soditi, zato ker vseh napak, ki se jih spomnim, se hkrati spomnim dobrega, kar se je iz njih rodilo. Nekaj, česar bi mi bilo, ne vem, najbolj strah ali pa najbolj sram, tako da se potem ne bi zmogel ali pa znal pobrati, nisem naredil. Mogoče imam precej obžalovanj, ki so mogoče povezane z puncami v srednji šoli. In najbolj bi mogoče želel kakšne stvari spremeniti v karieri, da bi pravočasno še se preizkusil na kakšnih področjih povezanih s tujino, kar je v vaših časih ful lažje, kot je bilo v naših časih. Potem mogoče bi malo več časa posvetil še, ne vem, raziskovanju kakšnega dela življenja ali pa si več časa vzel za samo uživanje, ampak kot pravim, prav ničesar ne obžalujem in iz vsake napake sem se naučil dragocene lekcije, četudi sem to ugotovil šele 10 let po tistem, ne. In zato moramo v življenju vedno znati zaupati, no, to se mi zdi ful pomembno, ne. Ker ne zaupamo sebi, ne zaupamo življenju in se nam to zdi, da z nami, ne vem, razpolaga tako kot cucek razpolaga za pravkar vrženo kostjo in nas gloda tam, kjer se mu zazdi. Ampak vedno se lahko zanesemo na to, da če delamo svoje odločitve, če izbiramo po svoji vesti in po svojih vrednotah, to pomeni, da si zaupamo, da se spoštujemo in ko imamo takšen zdrav odnos s samim sabo, bodo tiste napake, ki jih bomo storili, zgolj kapital za učenje, ne pa nekaj, česar nas bo sram ali pa nekaj, s čimer smo res prizadeli druge ali jih celo ogrozili, no. In zato je treba znati gledati na te stvari z pravega zornega kota. Zato so meni napake vedno ljube, no. Rekli ste, da je v življenju zelo pomembna preobrazba, da se znamo v pravem trenutku nekako preusmeriti, niti naprej. Mogoče razmišljate tudi o celotni preobrazbi, razmišljate mogoče tudi o drugih poklicih v prihodnosti, morda res popolnoma drugačnih. Jaz mislim, da itak vstopamo zdaj v področje mikrokarier, kar pomeni, da pač, ne vem, po moji poziciji kreativnega direktorja v največji slovenski oglaševalski agenciji, v stažu, ki je trajal tam 20 let, ker sem pač bil, ne vem, snovalec in potem zelo kmalu kreativni direktor, je seveda zdaj že, ne vem, kreativnemu direktorju priključen še pisatelj, predavatelj, svetovalec in to ne samo na področju kreativnosti, ampak tudi duševnega zdravja. In zdi se mi, da je to samo ta izkaz naše edinstvenosti in tudi sodobnega sveta, ki nam omogoča, da to na zdrav način izrazimo, da se z ljudmi tvorno povežemo. Tudi mi zdaj krasno kramljamo trije in to nam omogoča pravilna uporaba sodobne tehnologije.
In zato bo pač svet zelo prepreden za temi poševnicami, ne? Da si to, poševnica to in še poševnica to in še poševnica to. In to bo neka taka plejada edinstvenosti, ki jo bomo ponosno nosili na svojih prsih, ker pač ta oblika identitete, ker je tvoj poklic v veliki meri pogojeval le to, je zagotovo preživeta. Ne? Recimo v Prekmurju se spomnim, da so naš pač starejši spraševali, čigav si pa ti, ne? Čidi si ti. In pol si rekel, ja, od Bagole, ne? A ja, od Oštrdžaša, ne? In to je bila tvoja identiteta, ne? Ti si bil sin lastnika oštarije, on je bil sin avtomehanika, on je bil sin policaja. In pol, ko odraščaš, si, ne vem, to, v katero šolo hodiš, potem, ko začneš delati, je pač tisto tvoja identiteta. Seveda je pa zdaj ta teren, kjer lahko igramo to igro življenja in svoje izpolnjenosti ogromen in v bistvu je to lahko ta pozitivna stran tehnologij, ki nam omogoča sodelovanje, ustvarjanje in izražanje vseh vidikov nas. Hvala. Eva, mogoče še ti tukaj dodala še stvar? Morda samo za konec še vprašala, kaj pa vaše vrednote? A je recimo prijateljstvo ena izmed njih in koliko vam to pomeni zares? In pa tudi, če se splača vložiti svoj čas v ta prijateljstva, še iz srednje šole, ali pa da si delamo neko omrežje ljudi za sabo, ki jih imamo. Kaj menite o tem? Jaz mislim, da je prijateljstvo tisto, kar nas drži pokonci. In da pač kljub temu, da ne bi svoje družine zamenjal za nič na svetu, vseeno potrebujem prijatelje, ki v bistvu znajo prisluhniti in mislim, da je to glavna vrednost prijateljstva. Ne, da ti dajo na svet, ampak da so samo tam, da ti prisluhnejo in da te razumejo, ne? Ker pač poleg, ne vem, fizične varnosti, da imamo streho nad glavo, da imamo hrano v hladilniku, seveda potrebujemo to čustveno zavetje in nekoga, ki nas razume. In recimo tudi jaz sem po izgorelosti si prvič oddahnil, ko sem prišel k psihoterapevtki in ji povedal, kak čutim, in je rekla, ne skrbite, vse bo v redu, jaz vas popolnoma razumem. In samo to, da veš, da te nekdo šteka, je tako zelo pomembno, da je pravzaprav neprecenljivo. In moje vrednote so zagotovo vrednote prijateljstva, iskrenosti, zaupanja, da se lahko na nekoga zaneseš. In kar mi je pri tem najlepše je, da se to prijateljstvo reaktivira takoj. Ne? Se pravi, ne vem, super prijatelj iz osnovne šole lahko srečam zdaj po 20 letih, in sva še naprej prijatelja, čeprav se vmes nisva videla. Ne? In to se mi zdi pravo prijateljstvo. In predvsem je treba znati tudi biti prijatelj samemu sebi. Ne? In vse te vrednote, ki jih iščemo v drugih, ali pa te preslikave, ki jih delamo, ne? Znati poiskati v sebi, v tem dialogu z samim sabo. Ne? In ko znaš tudi to dimenzijo gojiti, si dejansko hkrati ti boljši prijatelj nekomu drugemu in predvsem sam svoj zaveznik. In tudi recimo oglas, ki sem ga naredil o Francetu Prešernu, v ospredje ne postavlja te nesrečne ljubezni, ampak pač prijateljstvo, ki je zelo pomembno. Vse te oglase si lahko ogledate tudi na mojem YouTube kanalu, o katerih sem govoril. Na YouTubeu vtipkate Aljoša Bagola in pač tam je potem lista Best of TV, kjer lahko vidite nekatere moje storitve. In tam se zrcalijo te vrednote, ki jih čutim, zato ker jaz sem vedno ustvarjal tako, da sem svoje vrednote vtkal v zgodbe, ki sem jih pripovedoval in želel presegati zgolj, ne vem, komercialna sporočila oglasov, kot jih lahko vidimo po televiziji, ker če oglas ne pripoveduje zgodbe in se ne dotakne in ne spoštuje svoje publike, ni oglas, ne, ampak je zgolj komercialno sporočilo, je
ima samo prodajno funkcijo. In v sodobnem svetu, kjer se pač vsi že nenehno tržimo po defaultu, nam seveda velikokrat odleže, ko si pripovedujemo zgodbe. In zato vas še to prosim, zgodba je nekaj popolnoma drugega, kot je story na Instagramu ali na Facebooku, ne, kjer pač objavimo svoj zajtrk ali pa sebe v kopalkah ali pa neko smešno stvar. Zgodba je dejansko ključna valuta človeštva že od pradavnine, s katero ustvarjamo zavezništva, s katero ustvarjamo identiteto, s katero so nastali narodi. In nima veze z to ugrabitvijo tega termina, tako pomembnega termina za strani družbenih omrežij, kjer so nam dali možnost, da banalne trenutke označimo kot story in mislimo, da so to zgodbe. Tako da vsako prijateljstvo je edinstvena zgodba in vsak izmed nas je edinstven in je sam svoja zgodba. Zato vam res želim, da napišete svojo zgodbo tako, kot vam je namenjena v vsej njeni lepoti, ampak še enkrat ne pozabite, za vsako zgodbo je nujno potreben konflikt. Tako da ne se bati napak, ne se bati biti prodoren, pogumen, izzivalen, ne se bati vstopati v konflikt, ki je smiselen, ki v bistvu izziva za to, da bi bili skupaj boljši in napredovali. Tako da hvala vam za res povabilo in krasna vprašanja. Tako da, the best. Lepa končna misel. Simon, boš še ti kaj povedal? Ja, hvala, tudi z moje strani vaši nasveti bodo vsekakor zelo koristni, mladi. Tako da še enkrat hvala lepa za udeležbo in sodelovanje. Super, evo, čisto na konec še ena misel iz knjige, ki pač pride prav. In gre tako, da razpolovimo svojo razpoložljivost in podvojili bomo svoje razpoloženje, kar pomeni, da manj telefona, več resničnega zadovoljstva. Tako da še en nasvet skoraj osivelega starca, ki si ga velja zapisati za oči. Hvala obema. No, pa še en nasvet od nas, mogoče zdaj po temle končanem pogovoru, pa se bodite posvetiti vaši družini, vaši hčerki in ženi. Z največjim veseljem, z največjim veseljem. Hvala lepa. Čau. Hvala vam. Nasvidenje. Čau.